V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Mir z vami vsemi, dragi bratje in sestre, ki smo se zbrali tukaj zato, da bi Gospoda, ki je usmiljen in pravičen, prosili za mir za vse tiste, ki so umrli v divjanju nasilja kot žrtve vseh totalitarističnih in avtoritarnih režimov. Preden prihajamo, ker more samo on sprejeti toliko zlo in toliko bolečino, ker samo on more biti dovolj usmiljen za vse to, kar moramo storiti mi ljudje. In preden bomo položili v prošnji vse te naše pokojne brate in sestre, preden položimo sami sebe v prošnji za odpuščanje, za vse tiste misli, besede in dejanja, v katerih smo morda mi sami totalitarni v svojem majhnem svetu, naj nam Gospod odpusti, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Dobri Bog, naklanjaš nam priložnost za reševanje in spravo, da bi te spoznali in priznali za stvarnika in Očeta. Pomagaj nam v tem svetem letu usmiljenja, da bomo radi poslušali oznanilo sprave, se podredili Tvoji volji in tako vse obnovili v Kristusu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Solunčanom. Bratje, glede prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa in naše združitve z njim vas prosimo.
Ne dajte se takoj zbegati in ne dajte se ustrašiti, ne po kakem duhu, ne po kaki besedi, ne po pismu, kakor da je bilo od nas, češ, da je dan Gospodov blizu. Nikakor se ne dajte od nikogar premotiti. Bog vas je poklical po našem evangeliju, da dosežete slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zatorej stojite trdno, bratje, in se držite izročil, ki ste se jih naučili, bodisi po našem govoru, bodisi po našem pismu. Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je vzljubil in nam milostno podelil večno tolažbo in dobro upanje, naj spodbudi vaša srca ter utrdi v vsakem dobrem delu in vsaki dobri besedi. Božja beseda. Odpev. Gospod pride sodit zemljo. Govorite med narodi, Gospod kraljuje, utrdil je svet, ki ne omahne, vladal bo ljudstva po pravici. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje, veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride sodit zemljo, sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Gospod s vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus govoril: Gorje vam pismovki in farizeji, hinavci, ki dajete desetino od mete in kopra in kumine, pa ste opustili to, kar je v postavi najvažnejše, pravičnost in usmiljenje in zvestobo. To bi bilo potrebno storiti in onega ne opustiti. Slepi vodniki, ki predsejete komarje, požirate pa velbloda. Gorje vam pismovki in farizeji, hinavci, ker čistite čašo in skledo od zunaj, znotraj pa ste polni ropa in nezmirnosti. Slepi farizeji, očistite najprej čašo in skledo znotraj, da bo čista tudi od zunaj. To je Kristusov evangelij.
Dragi sobratje duhovniki in bogoslovci, spoštovani častni gostje, spoštovani člani vojaškega vikarijata, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Nocoj smo se v tej stolnici zbrali s posebnim razlogom. Je, kakor vemo, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na današnji dan zaradi tega, ker je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve totalitarizmov. Na ta dan je bil leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. In kakšne so bile posledice zlitja totalitarizmov, ki v ideološki slepoti ne vidijo umiranja desetin in desetin milijonov ljudi, krike žalovanja pa prepovedo, da jih ne bi motili v uživanju osvojenega. Ti bi lahko iskali vzroke, da ljudje dopustimo, da se v tkivu družbe razvije takšno zlo. Pravzaprav o tem govorijo že prve strani Svetega pisma. Zlo je stopilo v človeka in v svet, ko se je človek odločil, da ne bo poslušal Boga, ne njegove besede. Ko ne bo sprejemal tega, kar je Bog ustvaril in mu vse to zaupal v upravljanje, da bo od tega užival sadove in se zahvaljeval stvarniku. Zlo je stopilo van, ko se je odločil, da bo sam postavil mejo med dobrim in hudim, da bo svoje življenje v vseh razsežnostih vzel v svoje roke. To je bil prelomni korak, da bo svoje življenje vzel v svoje roke. Pa ne v duhu odgovornosti do tega, kar ga obdaja. To bi iz njega naredilo upravitelja sveta, kar je Bog tudi hotel. Ne? Človek je življenje vzel v svoje roke kot gospodar vsega in nad vsem. Od tega koraka pa do trenutka, ko je v svoje roke vzel tudi življenje drugih ljudi, in to dobesedno, je v Svetem pismu dovolj obrniti samo eno stran. Od občudujočega Adamovega vzklika, ko je prvič videl Evo, svojo ženo, in rekel, to je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa, pa do strahotnega Kainovega vprašanja, sem mar jaz varuh svojega brata, je samo nekaj korakov. Takoj, ko je človek vzel Bogu pravico, da odloča, kaj je dobro in hudo, je bil sposoben obtožujoče uperiti prst v sočloveka in ga spremeniti v krivca za svoje stanje, v krivca za svojo bedo. In to, dragi bratje in sestre, je skrivnost totalitarizma vseh časov, ki so svojo skrajno podivjanost pokazali v stoletju, v katerem je človek stopil na luno in isti razum uporobil za množično morjenje svojega brata, sočloveka. Gre ravno za to, da nekoga naredimo za krivca svojega stanja. Resnica pri tem ni pomembna. Resnico skupaj s človekom žrtvujemo za dosego svojega cilja. Nacizem je s prstom pokazal na Jude, na Slovane, na Rome, na druge etnične skupnosti in ustvaril koncentracijska taborišča, ker v praksi preizkusil teoretična razglabljanja očetov marksizma o narodih, ki so nosilci razvoja, in o tistih, ki so zaostali in jih bo treba zato nekaj, vsaj nekaj iztrebiti.
Komunizem pa je v istem duhu kazal na kapitaliste, ki so razlog vsega zla na svetu in jih je zato treba iztrebiti. Eni in drugi so obljubljali raj na zemlji. Kaj so ti satanski načrti povzročili človeštvu? Treblinko, Auschwitz, sibirske gulage in kolodomor v Ukrajini, Gonars, Rab, pri nas pa Teharje, Vertrenk, Rog, Hudo jamo in ne moremo naštevati do konca. In v narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo, ki še vedno bolijo. Mi smo nocoj tukaj, ker smo zavezani 3 velikim vrednotam, o katerih je pismoukom in farizejem precej trdo spregovoril Jezus. Trdo, vsaj za naša s politično in vsakršno drugo korektnostjo napolnjena ušesa. Po Jezusovih besedah so v postavi najvažnejše pravičnost, usmiljenje in zvestoba. Totalitarizmi so vse 3 izbrisali iz svojih slovarjev in iz svojih dejanj. Nepravičnosti, neusmiljenja in nezvestobe niso poznali. Izkušnja nas uči, da brez teh 3 vrednot nobena človeška družba ne more živeti, kaj šele, da bi se razvijala in rasla. Samo pravičnost lahko med ljudmi in skupinami ustvari razmerje varnosti in zaupanja, v katerih lahko postanemo sodelavci, soustvarjalci, sosedje. Samo usmiljenje daje pravico dobivanja tistim, ki jih je sodobna miselnost po besedah papeža Frančiška uporabila in zavrgla. Kot 3. vrednota pa nas povezuje zvestoba. V nocojšnjem spominu zvestoba do resnice. Zvestoba do resnice zahteva, da na našo preteklost pogledamo takšno, kakršna je bila. Pravičnost zahteva, da vse, ki so to zgodovino oblikovali, poimenujemo z njihovimi pravimi imeni in vlogami. Brez tega se ujamemo v zanko nesmisla. Na eni strani imamo heroje, na drugi izdajalce, ki so postali žrtve revolucionarnega nasilja, nikjer pa nimamo tistih, ki so ta zločin zagrešili. Brez resnice in pravičnosti bomo obtičali sredi koraka, ujetniki preteklosti. In zato tako močno potrebujemo usmiljenje. Letošnje leto v cerkvi praznujemo sveto leto usmiljenja, da bi ob zavesti Božjega usmiljenja tudi mi spoznali, da potrebujemo usmiljenje. Usmiljenje potrebujemo zato, da omehča pogled in srce, da se v njem ne naseli sovraštvo. Usmiljenje potrebujemo zato, da nas pravičnost in resnica ne vodita na pot maščevanja, ampak nad pot odpuščanja. Usmiljenje potrebujemo zato, da se bodo tisti, ki so ukazali pomore in tisti, ki so pomore izvajali, morali srečati s seboj in svojimi dejanji. Če ne prej takrat, ko bo zanje iz Božjih ust prišlo dokončno vprašanje, kje je tvoj brat? Usmiljenje potrebujemo zato, da bomo lahko vsi na to vprašanje odgovorili: Gospod, grešili smo, bili smo slepi in pohlepni, a glej, potrudili smo se. Vse žrtve smo pokopali, tako da ima sedaj vsaka izmed njih svoj grob. Usmiljenje potrebujemo zato, da nam ne bo treba odgovoriti: moj brat trohni v breznu, gnije v jami, ampak bomo lahko rekli: moj brat počiva v grobu. Ta velika trojica, pravičnost, usmiljenje in zvestoba nas bo prenovila.
Pravičnost in zvestoba resnici bosta prečistili našo zgodovinsko zgodbo. Po usmiljenju pa bomo ob resnici naše preteklosti postali bolj učlovečeni ljudje. Ta trojica nas bo tudi varovala, da ne bomo slepci našega časa odtavali v nove totalitarizme, še bolj krute, še bolj krvave in še bolj solzne. Zato pri tej sveti maši prosim Boga, Gospod, bodi usmiljen z vsemi žrtvami totalitarnih režimov, s tistimi, ki so trpeli in s tistimi, ki so trpljenje povzročali, s tistimi, ki so umirali in s tistimi, ki so morili. Gospod, bodi usmiljen tudi z nami, da bomo po Tvojem zgledu sposobni sprejeti križ zgodovine in ga nositi ne v pogubljenje, ampak v odrešenje. Amen. Dragi bratje in sestre, Gospod nas kliče k nenehnemu spreobračanju, da bi mogel pritegniti k sebi čim več ljudi, naj nas naredi za zveste in iskrene prijatelje vseh ljudi, zato ga prosimo. Dobri Bog, ljudje kot posamezniki in skupnost smo nenehno pred skušnjavo nasilnega uveljavljanja lastne volje. Z večno modrostjo navdihuj voditelje in vse nas, da bomo služabniki človečnosti. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, v luči spoznanja, da si ti gospodar vsega, tolaži vse razžaljene žrtve nasilja in krivic, vsem nam pa daj moči in voljo pri delu za pravičen in svoboden svet. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, ljudem naše domovine ranjenim in prikrivanja resnice podeli pogum, da se je ne bodo nikdar bali, ampak bodo na njej gradili dialog in boljši svet. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, Evropo in svet pretresajo mnogi izzivi in težave. Obvaruj nas pred nerazsodnostjo, trpljenjem in vojno. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, naj naša srca gori za Tvojo slavo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Usmiljeni Oče, v tem letu nas posebej spodbujaš in opogumljaš, da Ti darujemo svojo bedo in zaupamo v moč Tvojega usmiljenja. Danes Ti zato na oltar prinašamo največjo bedo 20. stoletja. Zločinske totalitarne režime, komunizem, fašizem in nacizem ter njihove žrtve. Pred Te polagamo vse ubite ali drugače uničene, zasmehovane in pregnane ter njihove svojce, ki so jim nečloveški sistemi zlomili srce in strli duha. S posebno skrbjo in ljubeznijo Ti prinašamo tudi tiste, ki so v službi totalitarizmov spodbujali k nasilju, ukazovali, izvajali ukaze ali pri tem pomagali. Še posebej Ti danes izročamo vse, ki so v imenu neke ideologije morili lastne rojake. Nazadnje na oltarno mizo polagamo tudi sebe. Ti veš, da smo zrasli iz še odprtih ran, jih je povzročila druga svetovna vojna in čas po njej. Ti veš, da bi lahko živeli v veri, upanju in ljubezni, da želimo biti svobodni, a ne zmoremo. Sprejmi torej še posebno vse trenutke našega življenja, ko nismo zmogli odpustiti, ko smo se zaradi megle totalitarizmov predajali obupu in občutkom brezizhodnosti in ko nismo živeli ali iskali resnice. Luč našega vstajenja, okrepi nas, da se bomo mogli in zmogli upreti novim totalitarnim sistemom, ki pobijajo nerojene in rojene otroke ter razbijajo družine,
obenem pa vse njihove žrtve izročamo v tvoje naročje. Dobri Oče, tvoje usmiljenje je neskončno večje od bede vsega sveta in le ti si tisti, ki iz odmrlega življenja narediš rodovitno prst. Zaupamo vate, prenovi in posveti nas, našo domovino in v svet. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod daritev svojo roko, pohvali čas svojo imenu, blaga podrine vse svoje svete cerkve. Nebiški Oče, spomni se, da je tvoj sin naš mir in naša sprava, uničil grih sveta svojo krvjo. Dobrotno sprejmi daritve svoje cerkve, da bo vsem ljudem mogla prinesti svobodo Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, in s tvojim duhom, k višku srca, imamo in pri Gospodu, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz Device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim stajenjem podaril večno življenje. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, sveti,
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, njegovim pomožnima škofoma Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših bratov in sester, ki so bile žrtve nasilnih sistemov in si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Naš Gospod nas je naučil moliti Oče naš, tudi zato, da bi znali v sebi krotiti in brzdati tiste želje in hotenja, da bi vladali drug drugemu. V tej molitvi se namreč iskreno zavedamo, da smo drug drugemu brat in sestra, drug drugemu enaki. Tudi ta molitev nas v vsej polnosti uči pravičnosti odpuščanja in zvestobe. Uči nas, da ne smemo in ne moremo ničesar zgraditi na pridobljenih ali podeljenih privilegijih. Kot zbrana velika družina, v želji in s hotenjem, da bomo sami delali za mir in za medsebojno spoštovanje, hkrati pa tudi ustvarjali takšne družbene razmere, da bo vsak lahko živel človeka vredno življenje
Smolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. 7. julija letos smo v spomin na leto 1991, ko so se končali oboroženi spopadi za samostojno Slovenijo, v stolnici postavili pomnik. Vsem Slovenkam in Slovencem, ki so v zgodovini dali ali žrtvovali svoje življenje za dom, domovino, krščanske vrednote in za našo državo. Med drugim piše tudi takole: tudi tistim, ki jim je nasilje 3 totalitarizmov vzelo dom, družino in življenje. Da, toda mnogim je vzelo tudi dušo. Saj so se bili pripravljeni v svojem življenju odpovedati lastnemu prepričanju in živeti dvojno življenje. Mnogi so v teh sistemih drugim državljanom grenili duha tudi po službeni in uradni dolžnosti. Zato je sistem, ki prevrednoti vrednote, pripeljal svet velikokrat v to žalostno stanje, ki ga doživljamo. Samo resnica osvobaja. Božja beseda drži. Sestre in bratje, zavežimo se resnici, pravičnosti in zvestobi, kajti le to je odlično delo za mir in prihodnost našega naroda in civilizacije. Stiskom rok to drug drugemu pokažimo in zaželimo. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni,
ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekoma.
Molimo. Bog Oče, prejeli smo zakrament Tvojega Sina, naj okrepi naše moči, da bomo iz skrivnostnega vira edinosti črpali moč za ljubezen in povsod delali za Tvoj mir, po Kristusu našem Gospodu. Sestre in bratje, hvala lepa, ker ste prišli, vam duhovnik in seveda vam gospod nadškof. Takoj po blagoslovu in zaključni pesmi pa vas vabimo še k memorialu, ki ga pripravljata Študijski center za narodno spravo in pa vojaški vikariat. Tako da ostanite kar na svojih mestih in bomo med drugim prisluhnili tudi gospe Alenki Puhar, tako da mislim, da imamo dovolj razlogov, da ostanemo še v drugem delu. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bom mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti zveličavnih zapovedi in postali sodiliči vseh v nebesih. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Kaj se je to zgodilo z nami, da nismo več kakor prijatelji, kakor da nismo nikoli bili popotniki istih poti in dni, kakor da nas isto ne veseli, isto ne žalosti in boli, kakor da so se strgale vse vezi duha in srca in krvi, kakor da smo zašli, se zgubili v temi in kakor da ne sledimo vsi luči iste luči. Kaj se je to zgodilo z nami, da smo postali vi in mi? Svoje razmišljanje ob današnjem dnevu spomina bo z nami delila novinarka, publicistka, esejistka in prevajalka gospa Alenka Puhar, javnosti znana kot aktivistka, borka za človekove pravice in raziskovalka na področju psihozgodovine. Po njeni zaslugi smo med prvimi socialističnimi državami leta 1967 v njenem prevodu dobili Orwellov roman 1984, leta 2004 je uredila knjigo Skriti spomin Angela Vode, knjigo o borki za pravice žensk in zapornici v komunističnem zaporu. Velik del svoje novinarske poti je namenila odkrivanju skritega spomina o človeških usodah in dobi, ki sta jo zaznamovala represija in kršenje človekovih pravic. Leta 1997 je prejela Jurčičevo nagrado.
Mogoče smo poimenovali stvari z njihovimi imeni. Tisti, ki pridejo za nami, bodo razumeli. To, bratje in sestre, so verzi iz pesmi Kromanjon, ki jo je pred 50 leti napisal Gregor Strniša. In z njo začenjam svoj nagovor. Ta slovesnost je namenjena spominu na diplomatski sporazum o nenapadanju, in to med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Namenjen je tudi počastitvi žrtev teh dveh in še kakšnega totalitarnega sistema. Sporazum je bil dosežen na današnji dan, 23. avgusta leta 1939, in je omogočil začetek druge svetovne vojne. Že 1. septembra 1939 je Nemčija napadla Poljsko, 2 tedna zatem pa je Sovjetska zveza z vzhoda napadla isto Poljsko. In potem so Nemci krenili na osvajalski pohod po zahodni in severni Evropi. Danska, Norveška, Belgija, Nizozemska, Francija, z manj uspeha še Velika Britanija. Sovjeti pa so krenili na osvajalski pohod po svoji strani. Finska, Estonija, Litva, Latvija, Romunija. Slabi 2 leti potem smo prišli na vrsto tudi mi, ali naši predniki. In da zdaj poimenujemo stvari z njihovimi imeni, osvajalski pohodi enih in drugih so se zgodili z dobro oboroženo armado in s politično policijo. Eni in drugi so živeli v prepričanju o svoji superiornosti. Sklicevali so se na visoke ideale in tako rekoč svete cilje. Osvajali so vse okoli sebe, da bi vzpostavili nov, svoj, končno pravi red. Za dosego tega cilja so si dovolili množično ubijanje in tudi množične deportacije v daljna, z bodečo žico obkrožena taborišča v živinskih vagonih. Taka je bila dominantna podoba Evrope od septembra 1939 do poletja 1941. Ko je nenadoma Hitler prelomil prijateljski dogovor in napadel Sovjetsko zvezo. In zdaj so nenadoma Rusi občutili, kako boli, če se pred domačimi kraji pojavi tuja vojska s tujo politično policijo in svojim absolutnim prepričanjem, da v imenu svojih višjih ciljev ali posebnega statusa lahko ubijajo, vžigajo, v živinskih vagonih deportirajo. Vse to so zgodovinska dejstva in jih je mogoče pospremiti s priljubljenim zamahom. Kaj bi se ukvarjali s preteklostjo? Usmerimo vendar pogled v prihodnost. Res, še pred kratkim se je zdelo, da bodo slovesnosti ob tem prazniku samo vzvratno ogledalo obrnjene. S tem pa deležne sumničavih pogledov, prvič naveličano. Kaj nam je sploh treba gledati v zgodovino? Drugič, jezno, še na neprimerno izbran datum, ki navaja k spornim primerjavam. V navadi je namreč, da se Rusom mirno spregleda tisti 2 leti kolaboracije z Nemci in se spominja samo onih 4 let, ko so postali njihove žrtve. Zadnje leto 2 pa so na voljo tehtni razlogi proti misli, da bi šlo samo za še eno neprimerno obujanje tendenciozno izbranih trenutkov zgodovine. Pogled na vojno na Krimu, ki si ga je Rusija pred 2 letoma mirno prisvojila,
in kjer odtlej ljudje živijo na pol v vojni, na pol v izsiljenem miru, ponuja dovolj razlogov za to. Navsezadnje močno spominja na dogajanje, ki je zanetilo drugo svetovno vojno. Ker pa se ga da interpretira tudi bolj blago, so lani gospoda tovariša Putina direktno povprašali, kakšni so njegovi pogledi na pakt med Stalinom in Hitlerjem. Mož, ki je prej rad molčal o tem poglavju zgodovine, je bil silno razumevajoč. Še več, zatrdil je, da je imela Sovjetska zveza vso pravico braniti svoje interese. In njegovi ministri radi poudarjajo, da je bil pakt sijajen dosežek sovjetske diplomacije. Mladi ljudje morajo to zvedeti in biti ponosni nanj in nasploh na sovjetski prispevek k antifašizmu. Ves spopad za polotok Krim se odvija ob hudem propagandnem donenju proti tako imenovanemu ukrajinskemu nacionalizmu in fašistoidnosti, ki se jima, baje, hrabro postavljajo po robu ruske antifašistične oborožene sile. Hkrati pa komaj kakšna proslava polpretekle zgodovine mine brez resnih svaril proti ponarajevalcem zgodovine. To večno mantro smo pred enim mesecem slišali tudi od gospoda tovariša Vladimirja Putina, ki je na Vršiču posvaril pred poskusi potvarjanja zgodovine. Kdo bi si mislil, ne? Le kdo bi bil bolj primeren za pridigarja o ponarejanju zgodovine kot šolani KGB-jevec. Bahava samooznaka patentiranih antifašistov je z letom 1945 v vsej vzhodni Evropi postala čisto običajna in z njo navada, da se fašistična oznaka lahko poljubno razteguje. V tej zmerjavski športni disciplini je bilo vse dovoljeno, le paralel med nacionalsocializmom in komunizmom ni bilo dovoljeno vleči. Ko so se jugoslovanski komunisti skregali s sovjetskimi leta 1948, je baje Edvard Kardelj prizadeto oznanil. Dobro poznam Ruse, poznam njihovo logiko. Razglasili nas bodo celo za fašiste, da bi pred svetom moralno in politično utemeljili boj proti nam. Kar se je tudi zgodilo. Ampak to Kardelja in tovarišev ni motilo, da ne bi podlegli isti strasti. Obkladanje s fašisti, klerofašisti in njihovimi verbalnimi sorodniki je očitno prinašalo izjemno zadoščenje, zanesljivo tudi prav poceni dokazilo o lastnem antifašizmu in s tem avtomatično superiornost. Sčasoma je ta večji, baročno razrasli antifašizem postal tako množičen, da je zbudil željo po kljubovanju in norčevanju in kmalu tudi dovolj poguma za to. Tomaž Šalamun, ki je svojo poetiko zmeraj črpal tudi iz pobalinske žlehtnobe, je napisal celo pesem Jaz sem fašist. Najbolj v nebo pijoč primer pa je plakat, ki so ga na natečaj za dan mladosti oziroma za Titov rojstni dan predložili Lajbahovci leta 1987. Izbrali so podobo mladeniča, ki bodro teče v prihodnost, z baklo v roki, in žiriji je bil tako všeč, da mu je dala prvo nagrado. Tem se je nekomu le posvetilo, da gre za prirejeno kopijo pol stoletja starega nemškega, nacističnega plakata. In ogenj je zajel streho. V tistem času se je občutljivost za tako imenovani fašizem tako poostrila, da so budna očesa zaznavala fašiste za vsakim grmom, pa so recimo v Sarajevu preganjali skupino študentov, ki so praznovali rojstni dan in je nekdo nesel udbi in partiji na znanje, da so se ob pivu pogovarjali o slovenskih pobudah,
zraven pa jedli sendviče, ki so bili nekako fašistično okrašeni, menda z majonezo. Če je kdo mislil, da bo s tem primerjanje med fašizmom in komunizmom dobilo dovoljenje za obstoj, se je zmotil. Tudi po padcu komunistov z položaja monopolnih oblastnikov in edino dovoljenih tolmačev resnice se je primerjanja obdržal slab glas, kar se jasno pozna tudi temu prazniku in slovesnostim, s katerim ga obhajamo. Da bi nam bilo laže, bom povabila med nas nekaj ljudi, ki si zaslužijo naš spomin in poklon. Hkrati pa bi bili lahko tudi priče v obrambi današnjega praznika. Povabila jih bom v duhu, se razume, saj so pokojni. A na srečo so nam zapustili svoje besede. Z njimi so poimenovali stvari, pogosto v izolaciji, na skrivaj, a v upanju, da bodo tisti, ki pridejo za nami, razumeli. Najprej bi rada povabila Václava Havla, češkega pisatelja, ki je bil dolgo disident in zaradi tega več let zaprt, potem pa predsednik neveč komunistične Češko-Slovaške. Njegova ideja je bila, da po obilnih čaščenjih žrtev fašizma in nacizma končno zaslužijo nekaj počastitvene energije tudi žrtve komunizma. In on je predlagal 23. avgust, v spomin na dan, ko sta si Hitler in Stalin prek svojih zunanjih ministrov podala roko in začela svoj osvojevalni pohod po Evropi. Povabila bi med nas Angelo Vode, slovensko učiteljico in publicistko, ki je bila zgrožena nad paktiranjem nacistov in komunistov, kar je tudi dala jasno vedeti, pa so jo zato izključili iz Zveze komunistov in jo potem preganjali, šikanirali, obsodili na nečloveškem montiranem procesu in zaprli. K sreči je napisala spomine, k sreči so se ohranili, k sreči so bili objavljeni, k sreči je bil celo posnet film o njeni usodi. Ako je na premieri tega filma o njej govoril Ljubo Sirc, edini še živi obsojenec istega procesa, so mu na slovenski tiskovni agenciji cenzurirali govor. Pakt med Stalinom in Hitlerjem skupaj z Angelinim kljubovanjem in kaznijo so retuširali. Povabila bi še Izidorja Cankarja, duhovnika in ne več duhovnika, vojnega kurata, umetnostnega zgodovinarja, pisatelja, ki je doktoriral iz tega prelepega svoda. Izidor ni doživel tako drastičnega kaznovanja, zato pa ga je zagrnil pošten val šikaniranja, omejevanja in sramotenja. Verjetno tudi zato, ker je že nekaj mesecev po tako imenovani osvoboditvi izjavil, da pri najboljši volji ne vidi kakšne bistvene razlike med nacizmom in komunizmom. Eni in drugi so pripravljeni preko trupel korakati svojim slavnim ciljem naproti. A z mislijo na tovariša Putina, ki nam je z Vršiča držal pridigo o nesramnem ponarejanju zgodovine, bi rada povabila med nas Vasilija Grossmana. Ta imenitni ruski pisatelj nam je zapustil roman Življenje in usoda. V domovini ga niso dovolili objaviti, vse rokopisne izvode in koncepte so zaplenili. Ampak en izvod je bil dovolj dobro skrit in so ga po pisateljevi smrti pretihotapili na Zahod
in leta 1980 je izšel v Švici. Nesrečni Vasilij Grossman je kot vojni dopisnik skoraj 4 leta spremljal Rdečo armado na pohodih. To seveda tedaj, ko je opravljala svojo obrambno vlogo. Potem pa tudi tedaj, ko je prestopila meje in začela pohod, ki je bil hkrati boj proti nacistom in boj za razširitev sovjetskega imperija na pol Evrope. Ker je bil Grossman Žid, je posvetil veliko pozornosti uničevalnim taboriščem, ki jih je osvobodila Rdeča armada in kjer so nacisti predtem izvajali holokavst. To je treba izreči zato, ker nasprotniki današnjega praznika prav holokavst ponujajo kot glavni argument proti temu, da bi 3 vodilne totalitarne sisteme 20. stoletja primerjali in se njihovim žrtvam poklanjali na isti dan. Grossman je v romanu napisal skoraj 1000 strani, kjer skozi človeške usode in občasne osebne refleksije razgrinja prav to. Kako zelo? Eklatantno, sramotno, prav gnusno sta si bila podobna Hitlerjev nacionalsocializem in Stalinov bolševizem. In kako o tem sodobnost z razumljivo skromnostjo molči. Janez Stanič, ki je prevedel ta Grossmanov roman, mu napisal spremno besedo, ga izdal v založbi, ki jo je vodil, je bil popolnoma jasen. Velika tema življenja in usode je enačenje vseh vrst totalitarizmov, v konkretnem primeru predvsem sovjetskega in nacističnega. To nakazuje večina prizorov, kjer nastopajo nemški vojaki in častniki, ki v pogovorih pogosto uporabljajo sovjetski politični besednjak, kar je seveda povsem namerna in ciljna napaka. Povsem nedvoumno pa misel, da sta nacistični in komunistični totalitarizem samo 2 pleti iste medalje, razvije v prizoru, ko SS-ovski voditelj pokliče k sebi ujetega starega bolševiškega voditelja in mu razkriva svoje nazore o tem, da sta si nacizem in komunizem podobna in da je zato prava tragedija, da sta se Nemčija in Sovjetska zveza zapletli v vojno. Združenimi močmi bi lahko res osvojili svet. In ta Grossmanova teza in tema je hkrati njegov največji zločin. Ja, tudi Janeza Staniča bi povabila med nas. To garaško prevajalsko delo je opravil v zadnjih mesecih življenja in v marsikaterem stavku spremne besede se čuti, da bi nam rad povedal nekaj zelo važnega, nekaj zelo strašnega o tem, kako deluje teror, kako zelo pohabi ljudi. A začela sem s Trnišo in Kromanjonci, tudi končala bom z njimi. Gregor Strniša je bil gimnazijec, ko so ga zaprli leta 1949, odpeljali so ga kar iz šolskih klopi na klasični gimnaziji. Tovariši so bili prizadevni v boju za visoke cilje, pa so aretirali tudi njegovega očeta in mamo. Gregor Strniša je dolgo iskal besede, ki bi izrazile njegove stiske in nazadnje s Kromanjonci, našimi pradavnimi predniki, rivali neandertalcev, upajoče povedal, da smo mogoče poimenovali stvari z njihovimi imeni. Tisti, ki pridejo za nami, bodo laže razumeli. Kdo bi vedel? Mogoče pa tudi ne.
ampak to ne odvezuje tistih, ki smo prišli za njimi, da ne bi poskušali. Hvala. Prva skladba nas je povezala tudi z žrtvami. Nekaj 10 milijonov Indijancev je padlo pod roko konkvistadorjev 400 let nazaj. Naslov skladbe je bil Misijon. Druga skladba je bila optimistična in končali bomo z optimizmom. Gospod Tone Kuntner, ki ste nocoj med nami, vas prosim za razumevanje, ker bom samo obrnila vrstni red obeh kitic, da bo zvenelo še bolj optimistično. Kdor zida z lažjo in s prevaro, kdor zida na temeljih zla, ne zida, temveč podira. In če le sebi podira, dela brezumje, če tudi drugim dela zločin. Kdor zida zares in z resnico, kdor zida z ljubeznijo in za ljubezen,
ta ne zida le zase, ta zida za vse in zida prihodnost. Spoštovani, hvala za vašo navzočnost in sodelovanje. Gospe Alenki Puhar za bogatstvo misli, ki jih je delila z nami. Hvala organistu, mladim oboistki Zali, pianistki Katarini in flavtistki Rebeki. Sedaj bomo sveče v barvah slovenske trobojnice nesli k spominski plošči, v začetku julija letos nameščeni na steno pri glavnih vratih stolnice, v zahvalo za zmago in spomina na padle za domovino v vojni za Slovenijo pred 25 leti. Vabljeni, da jim sledite in si spomenik tudi ogledate. Srečno in vse dobro do prihodnjega 23. avgusta.